odločen ne vandalizmu in nasilju. Planinske brihte tretjič blestele, makadamske ceste po odjugi. Dogajalo se leta 2025. Ustna harmonika, harfa in godala. Najodmevnejši športni dosežki. Dober večer in lepo pozdravljeni. Dilema, ali začeti z dobro novico, povezano z mladimi, ali pa z manj dobro novico, ki vendarle obeta. Začenjamo slednjo. Na pobudo občine Medvode se je v ponedeljek oblikovala delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov tistih organizacij, ki se dnevno srečujejo z otroki in mladostniki, z namenom, da bi se skupnostno in strokovno spoprijeli z izzivom zagrenjenimi in jeznimi najstniki, ki svojo nemoč usmerjajo v vandalizme in ostale oblike nasilja. Tega je v zadnjem času, predvsem v središču Medvod, v pozno popoldanskem in večernem času, veliko preveč, predvsem v okolici tržnice in v blagovnem centru. To so posnetki različnih oblik vandalizma, uničevanja skupne lastnine, ki je svoj vrhunec doseglo prav v božično-novoletnih praznikih. Gre za skupino med 20 in 30 najstnikov, starih od 13 do 17 let, torej gre za učence zadnje triade osnovne šole in dijake prvih letnikov srednjih šol. V glavnem se zadržujejo na medvoški tržnici in v zadnjem času v prvem nadstropju blagovnega centra. Po ponedeljkovem sestanku, na katerem so se na pobudo občine Medvode zbrali predstavniki vseh ustanov, ki se dnevno srečujejo z otroki in mladostniki, je prvi pred medije v imenu šolnikov stopil ravnatelj osnovne šole Preska Primož Jurman, ki je že sicer največkrat javno opozarjal na vandalizem in ostalo neprilagojeno vedenje mladih. Imamo en tak velik problem, ki pa ni samo medvoški, ampak postaja vseslovenski. Zagrenjene jezne najstnike in odsotne starše. Kočovnik je opozoril predvsem na odsotne starše, s katerimi šola težko stopi v stik, saj se jih slednji izogibajo. Pravzaprav starši so tisti, ki vzgajajo in so odgovorni za otroke. Mi lahko dopoldan v šoli naredimo vse in še več, če popoldan, ko so v krogu družine, tega dela ni oziroma se ne nadaljuje, imamo težavo spet naslednje jutro v šoli. Opozoril je tudi na spremenjeno vlogo sovrstnikov, saj so tiste iz realnega sveta zamenjali tisti iz spleta. Torej, če tam preberejo, vidijo, kopirajo neko neprilagojeno dogajanje, dejanja, bodo to prenesli potem v svoj fizičen svet. Torej, so pomembni vrstniki, ampak ne toliko kot nekateri na spletu, ki razširjajo takšne ali drugačne ideje. Misel, da nam mladi s tovrstnim odklonskim ravnanjem ves čas nekaj sporočajo, je nadaljevala tudi pediatrinja dr. Anja Račelj, da otroci in mladi potrebujejo to, da so slišani, da so razumljeni in to na pravi način, ki je drugačen, kot je bil v preteklosti, pravi. Govorimo o generacijah, ki jih je oblikovala epidemija COVID, ki jih močno zaznamuje. Uporaba vseh teh novih tehnologij, zasvojeno z mobilnimi telefoni in pametnimi napravami, in tukaj so stvari, ki jih bomo morali, intervencije, ki jih bomo morali ustvarjati na novo. Ksenija Kos je v imenu iniciative za razvoj duševnega zdravja izpostavila predvsem potrebo po tem, da odrasli zaznamo stiske, ki jih mladi kažejo skozi vandalizem in ostale oblike nasilja, in da se nanje tudi pravilno odzovemo. Ker če se nam bo zgodila ulica, bomo odrasli svojo nemočjo na popolnoma enak način lahko odreagirali na mlade, se pravi agresivno. Zato je, tako Koš, še kako pomemben ta skupnostni pristop v reševanju težav in pretok informacij med različnimi deležniki. Ker Slovenci smo zelo, bom rekla, šibki v nekem timskem delu in res nagovarjam vse občane in občanke, da sodelujejo z nami, bom rekla, v tej smeri reševanja problemov, ne pa v senzacionalnosti in poglabljanju naših težav. In še, da je trenutno dogajanje pri nas in v ostalih občinah popolnoma normalen odziv za tako nenormalne situacije in nenormalen svet, v katerem živimo, hkrati poziva k odgovornosti vseh odraslih, celotnega okolja. Če v enem delu družba ves čas sporoča, da se nasilje splača, da je agresija tista, ki dejansko definira moč,
potem tudi v šolskih okoljih, kjer se da veliko v preventive in veliko v na nek način v kreiranje neke sočutnosti, vedno znova te otroci so del tega sveta, tako da se nekje vrtimo v enem takem začaranem krogu. Tako da mi odrasli bomo rabili stopiti skupaj in sporočati medijem, sporočati našim oblasti, sporočati ljudem, ki imajo moč v rokah, da je potrebno drugače nastopiti, drugače gremo pač v pogubo. Rok Tomšič, ki v javnem zavodu Sotočje pokriva področje mladine, je že sicer izpostavil dober sistem mreženja med organizacijami v občini, ki se dnevno srečujejo s tovrstno problematiko. Definitivno se strinjam, da je treba iti mladim nasprot, po drugi strani pa tudi treba pokazati, kje je neka meja in od tam naprej pa tudi pač mora nastopiti policija. No. Gre za enkrat še za relativno majhno skupino mladih, se pa bojimo, da se bo to nadaljevalo, tako kot so že prej kolegi omenjali, da gre zdaj že za nacionalni problem. Tukaj se je treba zavedati, da so v ozadju neki trendi, ki so povezani s socialnimi omrežji in tako naprej. Se pravi, zadeva je malo bolj globoka, kot je to na prvi vtis. Prav slednje, odločen ne vsem oblikam nestrpnosti in nasilja in več skupnosti, kar v praksi pomeni, tako župan občine Medvode Nejc Smole, da bodo na težave v skupnosti odgovarjali samo tako, da bo skupnost samo še bolj prisotna. Želimo jasno povedati, da v Medvodah ni nobenih izrednih razmer, da v Medvodah ni nobene potrebe potem, da kakorkoli dramatiziramo in da je pravzaprav na vseh nas, da damo vse od sebe, da mogoče tej včasih tudi zbegani mladini, ki odrašča v današnjem noro zbeganem času, damo vedeti, kaj so tiste vrednote, v katere mi verjamemo. In to je vrednota skupnosti. Na tokratnem sestanku so sestavili tudi ožjo delovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki šolnikov, policije, centra za socialno delo občine in strokovni sodelavci z področja dela z mladimi. Ta naj bi se odzivala na vse podobne situacije in k sodelovanju po potrebi vključevala še ostale akterje. Predvsem pa skrbela za to, da strokovno obravnavamo vse te zadeve, ki se dogajajo in da ne prepuščamo neki stihiji ali pa upanju temu, da bojo pač stvari izvenele. Če me kaj moti, me moti to, da bi sedeli in čakali in današnji sestanek je pravzaprav odgovor v obratno smer. Delamo, ampak delamo strokovno in želimo, da delajo strokovno ljudje, ki imajo znanje in da o tem ne razpravljajo socialna omrežja in da o tem ne razpravljajo ljudje, ki teh znanj nimajo. In še, da gre za dejanja najstnikov, ki kar kličejo po tem, da se kot skupnost vprašamo, kam gremo. Jaz mislim, da moramo vsi skupaj narediti eno domačo nalogo. No. In ne verjamem vedno samo v zaostrovanje zakonodaje, če ravno sem jasen, da ko pridemo do neke črte in če je bila ta linija ta vikend presežena v Medvodah s kakršnokoli grožnjo komorkoli, potem tukaj ni več debate. Tukaj pride na svojo potezo policija in ostali organi, ampak sicer pa moramo res delati na tem, da se vsi zavedamo, kaj je naša domača naloga. Domača naloga, oblikovati skupnost, kjer se bomo vsi, tudi mladi in tudi ti najstniki, počutili sprejeti. V prihodnji oddaji to temo še nadaljujemo s konkretnimi ukrepi za dosego tega cilja. Iz Gornjih Pirnič je v soboto 17. januarja popoldne prišla izjemna novica. Planinske brihte, tako so se namreč poimenovale 4 učenke tamkajšnje osnovne šole, so že tretjič zapored postale državne prvakinje na tekmovanju Mladina in gore. To je preizkušnja znanja, veščin in izkušenj planinskega delovanja osnovnošolcev, ki jih pripravlja na varnejši in samostojen obisk gora. Tekmovanje pa je priložnost za druženje in pridobivanje planinskega znanja za življenje, poudarjajo organizatorji tekmovanja Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija PZS, Planinsko društvo Medvode, Osnovna šola Pirniče in Zavod za šport Republike Slovenije Planica. Tekmovanje Mladina in gore je potekalo že 3. leto zapored v osnovni šoli Pirniče, saj so organizacijo običajno prevzame šola, iz katere prihajajo zadnji državni prvaki. Viktorija Ana Šušteršič, Karin Jakša Jovanovski, Manja Goslar in Sara Miz z mentorico Mojco Resnik so prvič v 36-letni zgodovini tekmovanja zmagale 3 leta zapored, čeprav občutki po koncu tekmovalnega dela v finalu tega rezultata niso povsem
povsem potrjevali. Imeli smo zelo slab občutek, zdaj na koncu nismo verjeli, da bomo zmagali, dokler niso razglasili drugega mesta. Sploh nismo pomislili na to, da bi zmagali, ko so začeli razglaševati. Tako da občutki zdaj so fantastični, res je dobro. Kaj ste pa mislili, da vam bo letos zmaga mogoče ušla? Zaradi teh dveh manjših napak, ki smo jih naredili in smo menili, da nam boste vzeli zmago. Kako težka vprašanja so bila letos? Je bilo, bom rekel, v primerjavi s preteklimi leti zelo težko odgovarjati na ta vprašanja, kar obsežne, veliko tem je? Meni se zdi, da je bilo tako kot vsako leto. Mogoče malo bolj strogo ocenjevali, drugače pa podobno, ja. Koliko časa ste se pa pripravljali, pa kako izgledajo te priprave na tekmovanje? Boš zdaj ti povedala? Mi smo se začeli enkrat konec novembra pripravljati po regijskem. Z učiteljcem enkrat na teden smo imeli preduro, doma smo brali še knjigo, potem še neke splošne stvari v planinstvu, kar se lahko najdu v kakšnih novicah ali kaj takega. Uspeha svojih učenk je bila izjemno vesela njihova mentorica, učiteljica Mojca Resnik, ki je sicer zadnja leta tudi načelnica mladinskega odseka Planinskega društva Medvode in svoje veselje do planinarjenja več kot uspešno deli z osnovnošolsko mladino. Mravljinci po celem telesu. Sploh nismo zdaj do konca tudi točke vmes seštevali in jaz iskreno nisem vedela sploh, na katerem mestu smo. Zdaj na koncu smo mislili, da smo druge in ko so rekli, da smo prve, smo bili v bistvu vse v velikem šoku. Sicer je bil to naš cilj od začetka in smo rekli, letos gremo na 3. zmago, še en mori rater, zakaj ne bi nam in evo. Uresničili smo to, kar smo hoteli. Navdušen nad znanjem mladih Pirničank je bil tudi predsednik Planinske zveze Slovenije, ki je spremljal finalno tekmovanje. 3. v Pirničah in 3 zmage iste ekipe, neverjetne so ta 4 dekleta. Drugače pa gotovo, to je popotnica za planinstvo v tem smislu, da pravzaprav to predstavlja bazo tistih mladih, ki potem nadaljujejo in iz njih rastejo naši strokovni kadri, predsedniki društev, vodniki in podobno. Za zmago na državnem tekmovanju se je v kategoriji osnovnošolcev potegovalo 20 ekip, sestavljenih iz 3 ali 4 članov, ki so dopoldne reševali teste iz planinskega znanja. 6 najboljših ekip iz prvega dela tekmovanja pa se je popoldne preizkusilo še v finalu v živo. Tam so odgovarjali na vprašanja iz planinske šole in dodatnega gradiva o paraplezalki Manci Smrekar. Odgovarjali so na primer na vprašanje, kolikokrat na minuto oddajamo signal svetilko ali piščalko, če potrebujemo pomoč, katera so najvišja državna priznanja na področju športa, katera je nova planinska olimpijska disciplina, kako izgleda snežna opast in podobno. Preizkusiti so se morali tudi v znanju izdelovanja prusikovega vozla in nudenju prve pomoči po nesrečancu, ko se zbudi iz nezavesti. Kar težka vprašanja, na katera najbrž marsikdo, tudi od izkušenih planincev, ne bi znal odgovoriti pravilno. Pred leti sem nabral skoraj vse pike, ko je bilo tekmovanje v Idriji. Danes pa ne. Danes bi pa nabral 7 od 10 pik, tako da sem bil kar malo sam razočaran nad sabo. Tudi jaz mislim, da ne bi dosegla vseh točk, ker iskreno tele moje punce me že kar malo presegajo, tako da jaz mislim, da je to glavni cilj mentorja ali pa učitelja, da učenci postanejo boljši kot učitelji in mislim, da se je pri meni to uresničilo, tako da jaz sem zelo, zelo ponosna na njih. Dober rezultat je torej posledica pridnega dela, tako učenk kot njihove mentorice. Mi smo se dobivali enkrat tedensko, zdaj letos sem imela 2 ekipi, tako da je bilo zelo super, ker smo v bistvu tele starejše, ki so zmagale, so lahko že malo mentorirale mlajše in so se v bistvu s tem še več učile. In pa potem redno na planinskih pohodih. Tako da ja, veliko so vložile v to, veliko so se tudi same učile, mi smo pa pol v šoli bolj praktično delale. Da je na osnovni šoli Pirniče planinstvo res priljubljeno, dokazuje tudi veliko število učencev, ki obiskujejo planinski krožek. Mi smo začeli tale planinski krožek 4 ali 5 let nazaj. Začeli se je s 50 učenci v krožku, danes jih imamo že 90, kar je res lepa številka. Naše planinsko društvo raste, planinski odsek, mladinski odsek v planinskem društvu je zelo, zelo močen
tako da vice, da imajo to radi, vedno grejo z veseljem, tudi na planinske tabore, tako da jaz sem zelo vesela, da smo v bistvu spostavili eno tako prijetno gorsko klimo in da učenci to res radi počnejo in verjamem, da v naslednjih letih bo to samo še bolj raslo. Ja, si v naravi, veliko se naučiš, to je tudi pač tako, da športaš in ja, pač priporočam. Ja, pač hribi so verjetno vsekakor dobra ideja za sprostitev, tudi pogovoriš se lahko. Ti pa vzame veliko časa, tako da verjetno, sploh če nimaš toliko časa, je verjetno težje, če zaradi tega prideti v hribe. Ali pa če imaš starše, ki grejo zelo hitro. Okay, kako pogosto pa hodite v hribe, ste redne obiskovalke? Kar redne, v resnici malo premalo, če bi ne grem tolikokrat, kot bi si želela, ker imam veliko drugih stvari, ampak gremo pa kdaj z družino. Mi gremo pa kar precej z družino, v bistvu sem tudi takrat z družino, sem začela hoditi v hribe, smo lani tudi končali slovensko planinsko pot. Hodimo pa skoraj vsak teden, če imamo čas, gremo vsak vikend, če bo jutro lepo vreme, bomo tudi z kam šli. Ja, hodimo tudi po tujih hribih včasih. Z obiskovanjem gora in hribov otroke naučimo pozitivnih vrednot in spoštovanja narave, vsaj za nekaj časa se tudi odklopijo od elektronskih naprav in naredijo veliko za svoje zdravje. In morebiti bodo današnji mladi planinci enkrat tudi mentori mladih planincev, vodniki ali gorski reševalci. To je namen, da v bistvu tudi zdaj te punce, recimo so zdaj 9. razred in grejo v srednjo šolo, ampak jaz verjamem, da bojo tudi naprej še ostale planinke. In ja, graditi v bistvu že pri mladih in potem verjamem, da bo to ena podlaga, da bojo tudi na starejša leta, ko bojo odraščali, da jim bo to ostalo v krvi in da bojo bolj hodili v gore in imeli to rajši. In ja, bomo dobili tudi naslednje planinske vodnike. Pomena vzgoje otrok o planinstvu in obnašanju v gorah se močno zavedajo v Planinski zvezi Slovenije, saj ta prinaša veliko pozitivnih posledic. To znanje pomeni na nek način tudi varnost, kar je ključna stvar pri planinstvu. Želimo si čim manj nesreč in znanje je najboljša popotnica za to. V znanju pa se je drugo leto zapored pomerila še ena domača ekipa Glasne Kavke, ki so letos z uvrstitvijo ujele zlato sredino in dosegle 10. mesto. Prihodnje leto pa bodo med osnovnošolci poskušali naslediti planinske brihte, te se selijo med srednješolce, tam pa so ekipe sestavljene iz 2 udeležencev, zato se o morebitni udeležbi na tekmovanju še odločajo. Ja, jaz vem, da ne bom šla, ker bom imela preveč stvari, pa sam za 2, tako da jaz sem se odločila to že pred letošnjim tekmovanjem. Da se letos zame zaključuje to. 3 zmage so veliko, a ne? Katere od vas razmišljajo, da bi šla? Ja, 3 zmage so vsekakor veliko. Jaz bom šla mogoče, ampak v bistvu je tekmovanje poteka v dvojicah in se je veliko več za učiti. In naslednje leto bo verjetno tudi veliko stvari v šoli, tako da ne vem, no. Jaz imam željo, če bo hotela čekira druga z mano, bom šla. Se mi zdi, da vem že precej, tako da ni neki se zdi še dodatno za naučiti, ampak je osnovno znanje že toliko veliko, da verjetno ni spet več toliko veliko. Mentorica Mojca Resnik jim je že ponudila svojo pomoč, če se bo katera odločila tekmovati tudi prihodnje leto. Tekmovanje bo ponovno potekalo v šoli v Zgornjih Pirničah, kjer v organizacijo vložijo kar veliko energije. Zdaj v prvi vrsti se bom najprej zahvalila vsem mojim sodelavcem, vodstvu šole, ker brez njih mi ne bi takole uspeli, res so mi zelo veliko pomagali. Tako da ne moram zasluge imeti sama, ampak v bistvu smo celotna ekipa, cela šola poskrbeli za to, da je tako teklo, kaj je. Res v bistvu organizacijsko se mi zdi, da štima tako, kot more. Zelo je bilo sproščeno in meni je bilo zelo všeč in res hvala še enkrat moji ekipi. Zagotovo je bilo letošnje tekmovanje še ena pozitivna izkušnja za vse udeležence, ki so jih organizatorji pred tekmovanjem ogreli tudi z orientacijskim tekom v okolici šole in najboljše tudi nagradili. Nagrade so podelili tudi na likovnem natečaju Legenda o nastanku Šmarne gore. Tekmovalce in obiskovalce pa je razveselila tudi skrita gostja, športna plezalka Mija Krampelj.
Ne le velike količine novo zapadlega snega v naših Polhograjcih zna težave povzročati tudi od juga, taka kot je bila prejšnji teden. Ponekod smo namesto zasneženih, včasih tudi poledenelih cest dobili blatne in luknjaste makadamske ceste. Še posebej, tako meni naš sogovornik v sledečem prispevku, če te niso dobro in redno vzdrževane. Eno takih cest, blatnih, luknjastih in težko prevoznih, se je minuli vikend spremenil tudi makadamski odsek ceste, ki vodi iz Žlebov v Kozomer do Čarmanovih in naprej do Topola. Takole pravite, vsake 2 dni je treba mleko spraviti v dolino. Kako je bilo to v zadnjih dneh? Ja, v zadnjih dneh je bilo to živ absurd. Če 4x4 avtomobilom v drek počakaš, pa da ne moreš več naprej, pa vas te, koliko to daleč pride. Vzrok, kaj vi menite? Glede na to, da ste upravljali zimsko službo kar dolgo časa in glede na to, da veste, kakšna je tale vaša cesta, kaj je mogoče vzrok za to, da je bila v teh dneh res tako zelo skoraj da neprevozna? Jaz mislim, da ne dobro vzdrževanje ceste, pa zadnja runda, ki so delali asfalt, za nam ni nobeden popravil, zrihtal cesto. In do tega pride poj, če je nevzdrževan in, ko bi še rekel, zrihtana cesta. No? Dej pa ne vem, a je to s strani občino kriva, da ne da naprej, a je to koncesionar kriv, da to ne zrihta. Nekaj mora biti to. Ne? Glede na to, da sedaj je kar nekaj glasu prišlo v dolino, kakšna bi bila v tem trenutku, kar se vas tiče, pravi poseg na tej cesti? Zato, da bi rekli, ja, to bo vzdržalo nekaj časa, ne samo do naslednjega dežja. Ja, te pravi, da bilo ta pravi material, ne blato to, ko vozi gospod Rampuš. Treba je oster pesek pripeljati v to. Ker če bo on ta blat pripeljal, ki ga do zdaj vozi na cesto, boš isto, vsako, ki se bo utajal, bo vsako rundo spet enak. Treba je drobljenc pripeljati, asfalten ali pa mlet. Ja. Če bi vam kdo ponudil, da spet upravljate zimsko službo na tej cesti, bi jo upravljali? Ne, nič več. Jaz sem traktor prodal, plug sem dal nazaj občini in sem zaključil. Z letošnjo zimsko službo sicer pravi, da ni bilo težav, saj je bila cesta splužena, res da šele, ko je bilo na njej že 30 cm snega, pa vendarle še pravočasno, da se je sin lahko vrnil zvečer iz službe domov. O tej cesti smo poročali že novembra, tik pred tem, ko je podjetje Kreativ zaključil 3. fazo rekonstrukcije javne poti v Kozomer z začetkom od zgoraj navzdol proti Žlebam. V sklopu investicije vredne 79 000 evrov je izvajalec uredil odvodnavanje, neustrezne vzdolžne in prečne padce, izvedel rekonstrukcijo obstoječih dovoznih poti, odstranil neustrezni spodnji ustroj, vgradil zmrzlinsko odporen material in potem 300 metrov dolg odsek tudi asfaltiral. Med 2 asfaltiranima odsekoma ceste pa je ostal prej omenjeni makadam. Na terenu smo bili v ponedeljek, tik potem, ko se je o stanju na cesti sama prepričala tudi podžupanja Mojca Murnik in takoj zahtevala pojasnila koncesionarja, to je podjetje HNG oziroma za to območje podjetje Trampuš avtoprevozništvo s podizvajalcem zimske službe Gregorjem Zavašnikom. Po naših informacijah je za jutri sklican sestanek na terenu in sledi tudi odgovor na vprašanje, je krivda na strani rednega vzdrževalca cest in izvajalca zimske službe ali na strani prej omenjenega podjetja, ki je v pozno jesenskem času zaključil rekonstrukcijo dela ceste. Sledi pa odgovor na vprašanje, kaj se je dogajalo v drugi tretjini leta 2025, torej običajno vprašanje v januarskih informativnih oddajah. Se bo kakšen dogodek še posebej zapisal v zgodovino občine? Na pobudo domoljubnega društva General Rudolf Meister žiri je bila 1. dni maja na stanovanjski hiši na Spodnji Senici 14 odkrita spominska plošča padlemu Maistrovemu borcu Andreju Košenini. Star še ne 20 let je padel 2. maja 1919 na Svetem Lovrencu pri Dravogradu, kjer je tudi pokopan. Mi, mlajši rodovi, so dolžni ohranjati spomin in prikazati
te fante, da so dali življenje za to našo Slovenijo. Občina Medvode postala ena prvih občin s potrjeno novo občinsko celostno prometno strategijo za naslednjih 7 let. Občinskemu svetu jo je predstavil naš občan Matej Gojčič, predstavnik konzorcija, ki je strategijo pripravil. Je v veliki meri odraz želja nas občanov, saj smo imeli kar nekaj možnosti sodelovati. Njen namen je sprememba potovalnih navad in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz in alternativnih oblik mobilnosti. Jaz sem sicer iz Ljubljane, tako da moram najprej iti 15 minut peš do postaje 25-ke, potem jo ponovadi malo čakam, zato ker zelo tako, tudi kljub voznemu redu neredno vozi. Včasih sem se trudila iti še s kolesom, ker sem bliže živela. Upam, da bom imela še kdaj to možnost. No. Nacionalni inštitut za javno zdravje je leta 2025 občino Medvode uvrstil med 9 občin, ki so še posebej aktivno pristopile k izboljšanju zdravja prebivalcev. Zdravstveno-vzgojni center Zdravstvenega doma Medvode pa je v športni dvorani namesto tradicionalnega spomladanskega testa hoje na 2 km prvič pripravil Dan zdravja pod geslom Danes se mi res da. Medse so še posebej povabili tudi učence predmetne stopnje vseh medvoških osnovnih šol. Želimo mlade spodbuditi k razmišljanju, da je treba začeti za svoje zdravje skrbeti, ker seveda vemo, kakšni so najstniki, nič ni pomembno. Tudi leta 2025 je na trgu Svetega Urha v Smledniku sredi maja potekalo flancanje, izmenjava domačih sadik in semen v organizaciji Društva za ustno zgodovino. Vsako leto poleg tradicionalnega programa pripravijo tudi kakšno novost. Tokrat so napovedali začetek novega projekta, raziskovanje starih sort rož v podeželskih vrtovih. Borbo vrtičkarjev s podnebnimi spremembami pa je na slikovit način predstavila Fani Sešek. To je bila tudi njena zadnja izjava, saj smo se v drugi polovici leta 2025 od nje poslovili. Pa je pa tako, dele bo vroče, bomo odkrili, bojo napovedali mraz, pa dež bomo pokrili, pa spet odkrili. Pa gledali, da nam niso polži pojedli spod. In tako dalje, in tako dalje. Podaljšan vikend sredi maja je bil v znamenju 8. Medvoškega kulturnega festivala. Zaznamovala sta ga tudi 2 velika glasbena dogodka. Maja Kevc, med drugim finalistka oddaje Slovenija ima talent leta 2010, je zapela skupaj z Združenim pevskim zborom medvoških osnovnih šol. Veliko množico obiskovalcev pa je privabil tudi koncert godbe Medvode z gostjo medvoških korenin in Janoš Šušteršič, med drugim zmagovalko oddaje Slovenija ima talent leta 2014. Tokrat se je predstavila tudi svojo prvo avtorsko pesmijo, za katero je videospot posnela prav v Kulturnem domu Medvode. Brez tebe nočem več, brez tebe ne morem, ne znam, ti si vse. Krožna tematska pot pod okriljem 8. Medvoškega festivala, po kateri so se podali tudi številni učenci, je bila leta 2025 namenjena tudi spoznavanju Jakoba Aljaža. Med drugim tudi preko stripa, ki pripoveduje o njegovem življenju in delu avtorjev Juana Juvančiča in smeškega župnika Davida Jensterleta. Slednji je strip tudi predstavil v pogovoru s članico uredniškega odbora Marjeto Žebovec v Medvoški knjižnici. Predvsem na signalu to približati mladim, ta velik lik slovenskega naroda. Se je tudi animira film in narejen, da lahko otrok po svoji zmožnosti spremlja, ampak vseeno je za otroke en tak strip čist druga motivacija. Za Sničane je bil petek 23. maj 2025 zgodovinski dan. Župan Nejc Smole je namreč z direktorjem podjetja V3 Zoranom Vučkovičem podpisal pogodbo za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovoda v vrednosti dobrih 3 milijonov evrov. Hkrati pa tudi napovedal obnovo elektroomrežja, izgradnjo odprtega optičnega omrežja, sanacijo in asfaltiranje javnih poti in tudi umestitev pločnika. Rok izvedbe slabo leto dni, saj je projekt sofinansiran z evropskimi sredstvi iz Sklada za okrevanje in odpornost. Res govorimo o enem takem
verjetno največjem projektu na tem koncu občine v zgodovini. Zabeležili smo tudi 10. obletnico tradicionalnega piknika, na katerem se srečujejo svetniki, prijatelji in simpatizerji nestrankarske liste Sotočje. Prva 4 leta so vabili še kot občinski svetniki iz vrst nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode, od leta 2019 pa kot občinski svetniki nestrankarske liste Sotočje. In koga vabijo? Vsi ste dobrodošli, vsi dobre volje, vsi pozitivne energije, vsi tisti, ki želite v občini Medvode kaj prispevati, kaj narediti. Od 12. maja do 15. junija so pod okriljem Andragoškega centra Slovenija potekali tradicionalni tedni vseživljenjskega učenja. Osrednja prireditev pa je bila, poleg praznovanja 30-letnice projekta, ponovno parada znanja oziroma tržnica znanj na dan učečih se skupnosti. Zaradi obeta slabega vremena tokrat ne na medvoški tržnici, ampak v klubskih prostorih Jedro. Dodana vrednost je vsekakor iz leta v leto višja radovednost in bolj smo v pričakovanju, kaj bo pa letos novega. Občina Medvode je konec maja na slovesni dan prostovoljstva na prireditvi, ki vsako leto poteka v organizaciji Slovenske filantropije, potrdila naziv Prostovoljstvu prijazna občina, ki ga je prvič pridobila leta 2018. Osnovna šola Medvode pa je za 5 večjih prostovoljskih projektov tretjič zapored prejela naziv Junaki našega časa. Na naši šoli se trudimo ta naziv kar obdržati, tako da učiteljice še naprej delajo v tem smislu naprej, učenci radi sodelujejo. Junija 2025 so svojih prvih 20 let delovanja praznovali člani turističnega društva Pirniče. Tako z odprtjem Bavantovega kozolca na Pirniškem polju, kjer so skozi fotografije prikazali svoje dosedanje delo, še prej pa slovesnostjo in podelitvijo priznanj, kjer je bila izrečena tudi sledeča misel. Če se bomo na nadaljnjo pot odpravili povezano, z novimi obrazi, z novim videnjem, z ustrezno energijo, se nam ni treba bati za prihodnost društvene dejavnosti. Kolikor tega ne bomo uspeli dobiti, imamo problem. Kriteriji za priznanje so že vrsto let enaki. Odličen uspeh vseh 9 let ali zlato priznanje na tekmovanju iz znanja ali uvrstitev med 3 najboljše na državnih športnih tekmovanjih ali 6 najboljših ekip v državi. Leta 2025 je bilo učencev oziroma učenk, ki so izpolnjevali kriterije, skupaj kar 54, kar je skoraj tretjina od skupno 182 devetošolcev v 10 oddelkih 4 osnovnih šol in 1 podružnice. Sem malo žalostna, ker pa smo bili res 9 let skupaj, pa smo se pač ful povezali, ampak ja, srednja šola, nove stvari. Slovesnost ob dnevu državnosti, ki je leta 2025 potekala ponovno na prostem v prijetnem ambientu krajevne skupnosti Vaše Goričane, je prekinila nekajminutna nevihta, kar je vplivalo na nekaj tehničnih težav, ne pa na samo izvedbo. Naša televizija je prispevala nabor zgodb medvoških pričevalcev, ki so vsak na svoj način opisali za njih ključne trenutke pri nastajanju naše države, bodisi med drugo svetovno vojno, bodisi v osamosvojitveni vojni. Slavnostna govornica je bila zgodovinarka dr. Nevenka Troha. Današnja prireditev je bila narejena tako, da je lahko vsakdo razumel kot povezovalno, če je le hotel. Če pa ni hotel, je pa ni. In se mi zdi, da je to tudi stanje duha zdaj trenutno pri nas v družbi. Gibanje Svoboda, relativno mlada politična stranka, ki jo vodi premier Robert Golob, vse do junija 2025 na območju občine Medvode ni imela lokalnega odbora. Ustanovni zbor ob podpori vidnih predstavnikov stranke je bil ob Zbiljskem jezeru na lokaciji, ki ima za stranko še poseben pomen. Se je prav tu leta 2024 potekal prvi festival Svobode. Res je, v bistvu dolgo je trajalo, ampak na drugi strani pa ne verjamem, ampak vem, da je zaradi tega toliko bolj kvaliteten. Vsak je dobrodošel, da pride, se posvetuje, da ideje in z nami
skomunicira tisto, kar ga najbolj žuli. Predstavniki civilne iniciative Občanom in okolju prijazna železnica, katere predstavnik je tudi dr. Jože Duhovnik, so sredi junija sklicali novinarsko konferenco. Priznajo, da so se z nekaj cinizma vprašali, ali je država mogoče odstopila od predlaganega državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo, saj niti po 9 mesecih niso prejeli odgovorov na svojih 30 pripomb. Podobno kot tudi civilna iniciativa Okolju prijazen tir mu nasprotujejo. Predstavili so tudi dokumente, iz katerih je po njihovo razvidno, da pripravljavci državnega prostorskega načrta zavajajo javnost. Kdo v tej frki pred državljani upa lagati? Tu gre za velike denarje, tu ne gre za majhne denarje. Medvoški fotograf Borut Živulović je na podelitvi nagrad Mednarodnega združenja športnih novinarjev v Rabatu v Maroku prejel drugo nagrado za fotografijo posneto v planici. Kot prvi Slovenec je prišel med trojico nagrajencev v kategoriji športna akcija. Tako nadaljuje družinsko tradicijo, saj je že njegov oče leta 2016 kot član ekipe Reuters postal prvi Slovenec, ki je prejel prestižno Pulitzerjevo nagrado za fotografije begunske krize. Jaz sem že par let gledal to nagrado in sem jo vedno spalil zaradi tega, ker pač ponavadi nisem tako pozoren na te zadeve. Ta let sem pa rekel, ta slika se mi zdi fenomenalna, gremo poslati in evo je ratal drugo mesto. V začetku junija 2025 je župan Nejc Smole v imenu občine Medvode s predsednikom Gasilske zveze Medvode Miho Šušteršičem in predstavniki 6 prostovoljnih gasilskih društev podpisal več pomembnih dokumentov za razvoj in delovanje javne gasilske službe. Med drugim aneks pogodbi o upravljanju lokalne gasilske službe, prvič za kar 4-letno obdobje, in dogovor o tem, kako se bodo v prihodnje gradili novi ali dozidali obstoječi gasilski domovi. S prostorsko stisko se namreč sooča 5 od 6 gasilskih društev. Jaz si predstavljam, da tako usklajen dogovor, podpisan z soglasjem vseh 6 društev in zveze, daje ogromno težo tudi odločevalcem v občinskemu svetu pri načrtovanju, pripravljavcem občinske uprave županov pri pripravah prihodnjih proračunov. Podpisana je bila tudi pogodba o sofinanciranju novega mladinskega prapora. Ta pa je bil slovesno razvit mesec dni kasneje na slovesnosti ob 30-letnici Gasilske zveze Medvode kot simbol zavezanosti delu z mladimi in razvoju gasilstva v prihodnje. Gasilska zveza Medvode je ob tej priložnosti prejela gasilsko odlikovanje 3. stopnje, ki jim ga je podelil poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar. Praznovanju se je pridružil tudi obrambni minister Borut Sajovic. Hvaležen, ponosen, zadovoljen in pa vesel, da ob sotočju Sore in Save živi Aljažev duh, da so ljudje povezani, solidarni, da si med seboj pomagajo in da ima pomembno, ključno vlogo tu Gasilska zveza. Treba je povedati, da 6 društev funkcionira prostovoljno, ne dobimo senin, plačila, ampak res se izobražujemo in interveniramo prostovoljno. V letu 2025 sta jubilej praznovali tudi 2 prostovoljni gasilski društvi. Po poletju prostovoljno gasilsko društvo Sora, pred poletjem pa najmlajše po stažu, prostovoljno gasilsko društvo Zbilje. To so posnetki z edinstvene gasilske vaje na Dobravi ob Zbiljskem jezeru. 101 gasilec iz 12 društev iz 6 gasilskih zvez. Curki vode povezani v kupolo, simbolika pa naslednja. 70 curkov za 70 let. Ja, probali smo izkoristiti tisto, kar imamo. Imamo vodo, imamo prijetno površino, zadosti veliko, imamo veliko prijateljev gasilcev, ki so pripravljeni bili na ta izziv. Vse ostalo je šlo pa lahko. O pomenu prostovoljstva je o praznovanju 120-letnice organiziranega turizma na Slovenskem spregovoril tudi Iztok Pipan, nekdanji dolgoletni predsednik Turističnega društva Zbilje, ki pa je že sicer močno vpet v dejavnost Turistične zveze Slovenije. Ob tej priložnosti je prejel njeno priznanje za dolgoletno vztrajnost, organizacijske sposobnosti in srčno pripadnost prostovoljstvu v turizmu in geslu, da smo turizem predvsem ljudje. In kritično, da jih država prevečkrat jemlje le kot privesek. Namesto, da bi država
ugotovila, da smo kar eden od tistih stebrov turizma, ki že od leta 1905 skrbi za to, da je Slovenija urisana na zemljevid turističnih destinacij. Leta 2025 je bilo ob občinskem praznovanju v čast Jakobu Aljažu porušene nekaj tradicije. Namesto s pohodi od Jakoba do Jakoba smo namreč praznovanje zaključili dan kasneje, v nedeljo 6. julija, prav na 180. obletnico njegovega rojstva. Župnija Smlednik je na pobudo tamkajšnjega župnika Davida Jensterleta pred župniščem namreč postavila spomenik Jakobu Aljažu, saj je bil v Smledniku krščen, v tem kraju šolan, v cerkvi svetega Urha v Smledniku pa je obhajal tudi svojo novo mašo. In ker je bilo leta 2025 tudi 130 let, kar je kupil vrh Triglava in nam postavil stolp, še na svet ljubljanskega škofa Stanislava Zoreta, naj po njegovem zgledu kupujemo stvari, ki se ne splačajo, so pa veliko vredne. Ker ko nekaj preveri čas in premeri čas, potem vrednote postanejo nekoliko drugačne. Je to, kar se splača, enodnevnica in kar se ne splača, nekaj trajnega. Moramo o tem razmišljati. Osrednji dogodek vsakoletnega občinskega praznovanja je sicer slavnostna seja občinskega sveta. Leta 2025 je bila ta pod vtisi dolgoletnega prijateljevanja z italijansko občino Ponte San Nicolò in podpisom listine o pobratenju. Na slavnostni seji je zbrane nagovorila tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ki sicer domuje v naši občini. Da se povezujemo, spoznavamo kulture, različne ljudi, to sodelovanje, povezovanje, tudi neka solidarnost, se mi zdi včasih, ki so precej težki, ko ni mir, ko ni prijateljstvo, solidarnost, stabilnost tako samoumevna, je to še toliko bolj pomembno. Ob tej priložnosti je našo občino obiskala tudi večja delegacija gostov iz pobratenega mesta in si v celodnevnem obisku ogledala nekatere znamenitosti naše občine. I enjoy Medvode as a relaxing place. The landscape is so beautiful, all the green, all the lands, and it's something that we have too in Ponte San Nicolò. We have some differences about administration. In Italy is everything a little bit slower. Here we saw the renovation is going on fast. Prihodnjič nadaljujemo s pregledom dogodkov v zadnji tretjini leta 2025. Najprej pa vas bomo spomnili na lanskoletne dobitnike občinskih priznanj. Zakaj? Zato, ker se obeta novi javni poziv vsem, da predlagate tiste, ki naredijo več za skupno dobro. Letos bo komisija za priznanje o dobitnikih morala odločati še bolj preudarno, saj so občinski svetniki na zadnji seji sveta spremenili odlok o priznanjih in določili, da je lahko dobitnikov občinskih priznanj vsako leto le 6. Sliši se veliko, potem ni tako, saj se podeljuje kar 5 različnih priznanj. Priznanje Mladi up, medalja občine, velika in mala plaketa Jakoba Aljaža in naziv Častni občan. Nadaljujemo pa še z enim lanskoletnim dogodkom, ki še ni dobil prostora v naši oddaji, je pa brezčasen. Vladimir Hrovat in Lara Pelikan, ki slabi 2 leti delujeta kot harp and harp duo, sta konec lanskega leta poskrbela, da so se v župnijski cerkvi Marijinega Novovzetja v Zgornjih Pirničah prepletali nežni zvoki ustne harmonike z ubranim zvenom harfinih strun. Tokrat sta v goste povabila še godalni kvartet Sul Tasto iz ljubljanskega zdravniškega orkestra Camerata Medica. 12. božično-novoletni koncert v župnijski cerkvi Marijinega Vnebovzetja v Zgornjih Pirničah v soboto 27. decembra je bil v letu 2025 že drugi koncert Harp and Harp Dua, ki ga sestavljata Vladimir Hrovat na ustni harmoniki in Lara Pelikan na harfi. Predhodnega 11. sta namreč pripravila sredi januarja. Takrat je Vladimir Hrovat prejel tudi najvišje priznanje,
Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije za instrumentalne dejavnosti, plaketo Vinka Štrucla. Hkrati pa je bil še v spodotisi koncertov z Reškim simfoničnim orkestrom. Njuno skupno delovanje v letu 2025 pa je poleg mini turneje po Estoniji zaznamovalo tudi to, da sta izdala prvo skupno zgoščenko. Redke so sicer skladbe pisane za tovrstni duo, kar pa zanju predstavlja zgolj dodaten izziv. Tukaj sva predvsem poudarek dala 3 romancam opus 94 Roberta Schumana, čudovite romance, izvirno zapisane za oboe in klavir, s tem, da je že prvi založnik takoj dodal še varianto za violino in klarinet. Izvajajo tudi kakšni drugi izvajalci. Mislim pa, da prav ustna harmonika je nekako najbližja oboj med temi glasbili. In med drugim kakšne kolegice harfistke pravijo, da je ta klavirski part tako zahteven, da je na harfi neizvedljiv. Vendarle se je Lara lotila dela in je naredila. In zato s ponosom imamo tudi na naslovnici, predvsem piše Drei Romanzen, Robert Schumann. Poleg del Roberta Schumana sta na zgoščenko uvrstila tudi dela Mozarta, Donizetija, Chopina, Debussyja, Grandose in tudi 2 Hrovatovi skladbi. Vladimir je napisal to leta 1996, če se spomnim, že nekaj takega. Preden sem se jaz rodila, to bi bilo najbolj hecno, ko sem prvič pogledala, ampak njegovo avtorsko delo, njegova skladba, ki jo je on zapisal za harfo, sta res čudoviti 2 skladbici, ki se mi zdi, da popestrita zraven še CD-ko. Vladimir Hrovat je namreč tudi aktivni skladatelj, ki piše orkestrsko, zborovsko, komorno in solistično glasbo in seveda številne priredbe za ustno harmoniko. Skladatelja in nekdanjega violinista v simfoničnem orkestru RTV Slovenija že sicer poznamo predvsem po ustni harmoniki, s katero je začel koncertirati že leta 1988. Zaslužen je, da se je ta inštrument dobro prijel tudi v Sori. Z ansamblom ustnih harmonik Sorharmonika je dosegal lepe uspehe na več mednarodnih festivalih ustnih harmonik. V času epidemije je začel koncertirati s Simono Perme kot duo Sorharmonika, sredi leta 2024 pa je prav v Medvodah v cerkvi svetega Štefana v Sori prvič in to po eni sami vaji nastopil z akademsko glasbenico harfistko Laro Pelikan. Magistrirala je v razredu profesorice, sicer Medvoščanke po rodu Mojce Zlobko Vajgl. Iskali, dobili. Že s tem, ko sem povedal, kako je uspela izvesti nekaj, kar pravijo, da je za harfo neizvedljivo, si lahko predstavljate, kakšno harfistko sem dobil. Vi imate s sabo eno harfo, koliko ustnih harmonik ste imeli vi danes s sabo? Ja, eno, na kateri sem igral, pa eno za vsak slučaj, če bi preveč kakšna reč zaštekala. Njun prvi koncert v Sori je bil v celoti posvečen francoski klasični glasbi 19. in 20. stoletja. Na prvem koncertu v Pirniški cerkvi sta se predstavila s povsem novim programom, tokrat pa sta skupaj z gosti ponovila nekatere že slišane skladbe in se podala, kot pravita, novim dogodivščinam naproti. Večino je za ideološko zasnovanje zaslužen Vladimir. Jaz sem pa edino malo s to piacolo špikala nekaj časa, tako da bi rekla, piacolo sem si jaz malo zaželela, ostalo je pa vse si čudovito zamislil Vladimir. Kot sta že večkrat zapisala, sta oba študentska Prešernova nagrajenca, 2 mladi duši 2 zelo različnih generacij, z različnima in vendarle tako čudovito ujemajočima se glasbiloma. Začeli smo z barokom, z Vivaldijem, pa Händlom, Mozart in tako dalje. No, in smo prišli do Piazzole, ampak potem smo se pa vrnili Helgarju, se pravi več kot 100 let nazaj, z njegovo Salute d'Amour, ki jo je posvetil
svoji zaročenki in potem soprogi do konca dni. V goste sta tokrat povabila godalni kvartet ljubljanskega zdravniškega orkestra Camerata Medica z imenom Sultasto, kar pomeni določen način igranja pri godalih. Skupaj s Harp and Harp Duom so zaigrali 5 skladb, sami pa i Pavčevo serenado in Piazzolin Libertango. Z ozirom na tole 12-tico sem rekel, bi tale ducat res nekako zaokrožili. Mislil sem najprej malo na godalni orkester, pa ni bilo tako enostavno se zmeniti. Potem je pa pravzaprav kvartet čisto lepo zamenjal ta orkester, se je videlo tudi prostorsko bi bil problem. Ne. Tako da je to bila krasna rešitev. Zdaj smo opravili, upam, da na zadovoljstvo publike in naše vsekakor. To je bil Hrovatov že 12. božično-novoletni koncert v lepo obiskani Pirniški cerkvi, ki se običajno odvija v prvih dneh januarja, tokrat pa že zadnje dni decembra. V obeh dosedanjih pregledih lanskega leta smo se izognili tradicionalnim dogodkom, razen če ni šlo za jubilejno ali nadgrajeno prireditev in tudi vsem športnim dogodkom. 7. januarja se je namreč zaključil javni poziv za predlaganje kandidatov za športna priznanja v letu 2025. Javni zavod Sotočje je prejel 46 kandidatur, najuspešnejšim športnicam in športnikom preteklega leta pa bodo priznanja podelili 8. marca na tradicionalnem večeru športa. Predtem pa se ozrimo nazaj, pripravili smo vam pregled nekaj najodmevnejših športnih utrinkov preteklega leta. Ana Marija Lampič se je meseca marca povzpela na stopničke svetovnega pokala v biatlonu, kar je velik uspeh za slovenski ženski biatlon. Na Pokljuki je v skupinskem štartu zasedla 3. mesto, zaostala je le za francosko in bolgarsko biatlonko in tako prikazala izjemno predstavo na domačih tleh. Lansko leto je bilo za amaterskega kolesarja Andreja Žavbija izjemno uspešno in nepozabno. Svojo predanostjo, vztrajnostjo in vrhunskimi pripravami je dosegel rezultate, ki ga uvrščajo med najuspešnejše slovenske amaterske kolesarje v veteranskih kategorijah. Vrhunec sezone predstavlja svetovni rekord v vožnji na 1 uro, ki ga je postavil marca na velodromu v Novem mestu. V starostni kategoriji 65 do 69 let je v 1 uri prevozil preko 46 km, s čimer je popravil dosedanji svetovni rekord. Poleg rekordnega dosežka je Andrej Žavbi blestel tudi na številnih mednarodnih tekmovanjih. Zaradi vrhunskih rezultatov in pomembnega prispevka k razvoju amaterskega kolesarstva ga je Kolesarska zveza Slovenije razglasila za amaterskega kolesarja leta. Tradicionalni večer športa je lani potekal na Gregorjevo. Kar 42 priznanj je bilo podeljenih športnicam in športnikom za dosežke v letu prej. Športnica in športnik leta sta postala biatlonka Ana Marija Lampič in badmintonist Miha Ivančič. Športno priznanje za dolgoletno uspešno delo v športu pa je prejel plesni koreograf Matevž Česen. Konec marca je prednost domačega terena v najboljši meri izkoristil Markisko Zamernik, član alpskega smučarskega kluba Medvode. Na Krvavcu je blestel na slalomski tekmi in si v kategoriji U16 prismučal naslov državnega prvaka. Atletinja Lana Meden se je v pretekli sezoni izkazala številnimi izjemnimi nastopi in posledično osvojenimi kolajnami. V kategoriji U16 je blestela skozi celotno sezono, med drugim se je uvrstila v državno reprezentanco ter osvojila 2 zlati kolajni na 100 in 300 metrov v atletskem pokalu Slovenije. Odlično sezono je zabeležila tudi Trina Varl, ki je v peteroboju reprezentanco osvojila 2. mesto, zmagala na zimskem in letnem državnem prvenstvu ter končala na 2. mestu v kategoriji U16 atletskega pokala Slovenije. V kraljici športov pa je lani blestela še ena Medvoščanka. 13. mesto v teku na 200 metrov na Evropskem prvenstvu U20 ter zmaga na državnem prvenstvu na 200 metrov je lanski tekmovalni izkupiček perspektivne atletinje Pike Bikar Keren.
Prvi vikend v juniju je že tradicionalno rezerviran za gibanje. Javni zavod Sotočje in Športna zveza Medvode sta znova poskrbela, da pestrega športnega dogajanja ni manjkalo, saj je 9. festival Medvode v gibanju s povezovanjem športa, zabave in kulinarike ponujal številne aktivnosti za vse generacije. Vrhunec festivala je bil znova nočni tek Medvode, ki je privabil preko 315 tekačev, ki so se pomerili na razgibani 5 in 10 kilometrski razdalji. 23. septembra smo tudi v naši občini obeležili Dan slovenskega športa. V 4 urah smo skupaj pretekli in prehodili kar 1432 kilometrov. Na tartansko atletsko stezo ob športni dvorani Medvode je prišlo več kot 850 tekačev, od najmlajših otrok iz vrtca do učencev osnovne šole Medvode in osnovne šole Pirniče, njihovih učiteljev in številnih sokrajanov. Dogodek sta pripravila Olimpijski komite Slovenije in Javni zavod Sotočje Medvode, po številu pretečenih kilometrov pa so Medvode bile uvrščene na drugo mesto med 22 občinami. Največ kilometrov so pretekli v Velenju. Zadnji septembrski vikend je tradicionalno rezerviran za medvoški tek v organizaciji ŠDEFI. Tek na 5, 10 in 20 kilometrov je znova povezal tekače vseh generacij in z 220 udeleženci še enkrat potrdil, da gibanja, druženja in zdravega tekmovalnega duha ni nikoli preveč. Prepričljivo zmago na svetovnem prvenstvu v showdanceu, ki je konec novembra potekalo v Italiji, si je priplesala Zarja Čerke s soplesalko Ivo Senico v kategoriji duo. Le teden dni kasneje je Zarja blestela še na svetovnem prvenstvu v džezu. Tako s formacijo 7 plesalcev, kot z veliko formacijo, ki šteje 21 plesalcev, je osvojila zlato lovoriko. Takole so se člani mladinske male skupine iz plesnega kluba Bit predstavili na decembrski plesni produkciji. Prav ta skupina je 21. novembra na svetovnem prvenstvu v showdanceu v italijanski Castellanci osvojila drugo mesto. Srebrno skupino 6 deklet in enega fanta so na prvenstvu zastopali Kalina Marušič, Mija Đurđević, Sara Kim Jereb, Teodora Jagodic, Ela Sketel, Sara Bajcer in Gašper Košir. Poleg navadnih treningov smo imeli še zraven ob šoli, med šolo treninge. Imeli smo zelo veliko treningov, tudi med šolo smo velikokrat imeli treninge, pa bili so v bistvu zelo naporni, delali smo tudi veliko kondicije, pa se nam je pa ta trud poplačal. Showdance je plesna disciplina, ki ni omejena samo na en slog, temveč omogoča kreativno kombinacijo džeza, moderne plesne tehnike, baleta, hip-hopa ali celo ritmične gimnastike. Vse je z namenom ustvariti čim bolj spektakularen nastop. Ja, v bistvu najbolj šteje, da smo povezani med sabo in se to tudi pozna na odru, pa tudi koreografijo v bistvu šteje, ja, v bistvu mi smo ful se dobro razumemo kot ekipa in se to ful pozna na odru. Varovanci, koreografinje in trenerke Maje Pogačar so v športni dvorani Medvode trenirali 3 do 4 krat na teden, tedne pred tekmovanjem dodatno še med vikendi, povezano soplesalcev pa je bila opazna že nadaleč. Mi se v bistvu ful dobro razumemo, tako kot skupina, in to po mojem, da tudi ful pripomore temu, da taki rezultati pridejo. Sprejeti se moraš tazga, kakor si in boš videl, kako ti dopade, kdo se ti ne. Če celo leto skupaj treniraš, če ne drugega, se moraš vsaj probati tolerirati. Po osvojeni lovoriki ni časa za počitek. Mala skupina showdancea je že v pripravah na nove podvige. Da bomo spet plesali skupaj čez 1 let. Ko mi čakamo, da bomo spet skupaj, ker zdaj gremo enim članem in ja, smo ful žalostni. Po kratkem pregledu najodmevnejših športnih utrinkov lanskega leta pa sledita še 2 aktualni športni novici. Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije je potrdil 37 športnic in športnikov, ki bodo našo državo zastopali na zimskih olimpijskih igrah, ki bodo potekale med 6. in 22. februarjem v Milanu in Cortini. V doslej najmanjši odpravi na zimske olimpijske igre v tem stoletju bo tudi biatlonka Ana Marija Lampič. Podmladek Nordijskega športnega društva Medvode je minuli vikend blestel v Italiji na Skiri Trophy, ki velja za eno največjih tekmovanj v smučarskem teku za otroške kategorije. V izredno močni konkurenci je Žak Meglič osvojil prvo mesto.
Sestri dvojčici Zoja in Mila Verdnik pa sta bili tretji med deklicami. Med deseterico sta se uvrstila še Jaka Šalehar z 9. in pa Lan Kisovec z 10. mestom. S 3 medaljami je Nordijsko športno društvo Medvode osvojilo 3. mesto v skupnem seštevku med vsemi nastopajočimi klubi. Medvoški policisti so obravnavali nesrečo, ki se je zgodila na Gorenjski cesti, povzročitelj pa je pobegnil in ga iščejo. Še ena nesreča pa se je zgodila v Medvodah pri trgovini Mercator in sicer zaradi neupoštevanja prednosti v križišču. Oškodovanka je bila v nesreči telesno poškodovana in bila z reševalnim vozilom odpeljana v zdravstveno oskrbo. Neznani storilec je na spodnji senici razbil steklo na balkonskih vratih stanovanjske hiše in jih potem odprl z notranje strani. Ukradel je nekaj predmetov, policisti pa po ogledu in zavarovanju sledi vloma sedaj zbirajo dodatna obvestila, s pomočjo katerih bodo odkrili vlomilca. V Medvodah je nekdo v trgovini ukradel živilske izdelke, policisti pa so v Vašah obravnavali še poškodovanje osebnega vozila. Že znani storilec je v vetrobransko steklo tega vozila pri železniškem nadvozu zalučal trd predmet, pri čemer ni samo trajno poškodoval vetrobranskega stekla, ampak tudi ogrozil voznika. Mladoletni povzročitelj je sicer s kraja dogodka pobegnil, a ga je oškodovanec prepoznal, tako da bo sledila ustrezna kazen, ki jo bo določilo sodišče. Med kontrolo prometa na Gorenjski cesti so ustavili tudi voznika, ki je vozil v času izrečenega ukrepa prepovedi vožnje motornih vozil. Kršitelju so vozilo odvzeli, o nadaljnjih postopkih pa bo odločalo sodišče. Policisti poročajo tudi, da so 3 občani sledili pozivu vlade in jim izročili neprijavljeno ali najdeno orožje. Na Varju pa je prišlo do požara ostrešja na stanovanjskem objektu, ki so ga pogasili prostovoljni gasilci. Po uspešno pogašenem požaru pa je bil s pomočjo kriminalističnega tehnika Policijske uprave Ljubljana dan kasneje opravljen še ogled kraja požara. O ugotovitvah in vzrokih bodo obvestili tožilstvo v Ljubljani. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo, takoj po zaključni špici pa vabljeni še k ogledu prispevka, ki so ga pripravili učenci dramskega krožka osnovne šole Preska pod mentorstvom Ane Plešec. Decembra so namreč v medvoškem gledališču uprizorili dramsko igro Toplina v srcu, ki je priredba Andersenove zgodbe Deklica z vžigalicami. Ker je bila tega dne naša ekipa polno zasedena, so predstavo posneli učenci multimedijskega krožka osnovne šole Preska pod mentorstvom Urbana Pipana. Lep pozdrav! Preteklo sredo so učenci dramskega krožka Ošjo Preska v Kulturnem domu Medvode pripravili dramsko igro z naslovom Toplina v srcu. Dramska igra je sicer priredba klasične zgodbe Hansa Christiana Andersena Deklica z vžigalico, katero pa so preški dramci pod vodstvom učiteljic priredili, da ima zgodba bolj srečen in praznični konec. To sta priredili, kako se reče, Ana Plešec pa Mojca Klemen. Ana Plešec, sicer učiteljica slovenščine na osnovni šoli, je skupaj z bivšo učiteljico angleščine Mojco Klemen, ki je lani vodila dramski krožek, priredila to klasično zgodbo, nato pa je povabila k sodelovanju učence predmetne stopnje Ošjo Preska, na kar sodelovalo kar 24 učencev, ki so se srečevali vsak teden, da so pripravili to igro. Najprej smo izbrali besedilo, nato smo si razdelili vloge, potem pa so sledile vaje, seveda pa nismo smeli pozabiti niti na kulise in tudi na samo postavitev odra, potem pa samo še vaja in vaja. Igro so popestrili tudi z glasbeno spremljavo, kjer se je vse skupaj začelo z nastopom na harfo, katero je igrala učenka Kara Marija Hudoklin. Med samo igro pa so bili slišati tudi veseli zvoki harmonike izpod prstov učenca Tima Jelovčana.
To pesem igram že od začetka šole, še malo prej. No. Kako so se ti pa zdele priprave, ki ste imeli v šoli za ta dogodek? Ja, odlične, ne vem, dobro smo vadili, dolgo smo vadili, dobro se nam je zdelo. Igra je požela velik aplavz, vse navzoče pa je svojo zgodbo o medsebojni pomoči in sočutju popeljala v praznični čas.